Na Komenski kras se selimo v prihodnih minutah na valovih Radia Robin. Vanja Trkman vam voščim. Dober dan, v našem studiu pa je že z nami komenski župan Erik Modic. Župan, dober dan, tudi vam dobrodošli. Dober dan in lepo zdrav sem poslušalkam in poslušalcem. Morda se za začetek ustaviva v Štanjelu, kjer vas čaka prenovljena Natalina hiša. Prirezati bo treba še trak, kar se obeta prav v kratkem. Gre pravzaprav za vstopno točko v Ferrarijev vrt, kar je imel v mislih tudi že arhitekt Max Fabiani. Hiša je dobila ime po Nataliji Ščurk, ženi Fabianovega nečaka. Zdaj pa ne bo zgolj turistična točka, temveč precej več. Kaj prinaša ta pridobitev za prebivalce, pa za občino seveda? Torej gre tudi za točko, kjer bomo predstavili lokalne pridelke, izdelke, bo tudi stičišče za domačine. To se tudi pokazalo že pred samo otvoritvijo, ki bomo imeli zdaj v sredo, da so se že tam dobili domačini, tako da se dobivajo. Namen tega je res, da je to neka taka točka, kjer se združujejo, kjer lahko ustvarjajo. Imamo tudi učno kuhinjo, kjer bi lahko tudi ustvarjali kulinarične dobrote. Potem prostor za lokalno društvo Venček, ki so znani za to, da pripravljajo zdaj, ko se bliža junij, tudi te venčke svetega Ivana. To je dejansko to mišljeno ne samo za obiskovalce kot neka vstopna točka v Ferrarijev vrt, pa neka točka, ki predstavi tudi Fabianova dela, predvsem na področju trajnostne oskrbe z vodo, ampak tudi neka točka, ki združuje domačine, tako da dejansko zares pomembna pridobitev. Je to velika nadgradnja, tako da v bistvu zdaj smo v tej fazi, ko zaključujemo vse te velike obnove v Štanjelu in želimo nekako to bolj izkoristiti za naše domačine in tudi to povrniti nazaj, to, ko smo vlagali skozi leta, da pride zdaj tudi ne samo dobro našim prebivalcem v Štanjelu, ampak tudi ostalim prebivalcem naše občine. No, ker vas čaka ravno odprtje, kaj se obeta to sredo? No, mislim, da bo neka zelo taka razkošna otvoritev, predstavili bomo v nekem kratkem filmčku tudi te največje pridobitve v tej stavbi. Veliko novih vsebin je tam. Predvsem bo pa to tudi možnost za druženje spet z domačini in da se poveselimo, da smo končno obnovili to stavbo, ki je v bistvu 25 let čakala na obnovo. To je pomemben del v mozaiku Štanjela, zato ker je to nekdanji kompleks Vile Ferrari. In tako da nekako res zaokrožuje to turistično ponudbo. Ste pa pridobili tudi državna sredstva za obnovo, to je kar bil zalogaj? Ja, to smo se prijavili na razpis in smo res v 3 mesecih smo starali, da smo uspešno se lahko prijavili. Dobili smo 900 tisoč evrov sofinanciranja, 100% sofinanciranje, tako da v bistvu iz občinskega proračuna ni šlo praktično nič, razen neka malenkost za neke delavnice, ki jih bomo še izvedli. Tako da to je bila velika pridobitev in zahvala vsem, ki jim je uspelo praktično od aprila do novembra meseca v 5-6 mesecih speljati to veliko investicijo, kompletno novo obnoviti in dati nove in velike pomembne vsebine. Lani ste se veselili tudi, bomo rekli, zaključka kar tako dolgotrajne obnove gradu Štanjel, ki je prinesla ne le nove površine, mislim, da je bilo okrog 1000 kvadratnih metrov na novo pridobljenih, pa tudi številne zares neke nove vsebine. Ne pozabimo na muzej, Slovenski muzej jezika in knjige. Kako te vsebine sedaj živijo? Odziv je bil neverjeten. Imamo neverjeten porast obiskovalcev v Štanjelu, tako da dejansko se je število registriranih obiskovalcev povečalo za 250% od lanske otvoritve in tudi vidi se na nočitvenih številkah, da se je zadeva močno izboljšala v naši občini, bistveno več je tudi nočitev in poleg tega se je tudi povprečno trajanje nočitev podaljšalo, tako da smo že tam na 2,1 cilj, nekje je, da pridemo do 2,5 dneva. Tako da kaže se v pravo smer, zdaj treba samo maksimalno tržiti to zadevo in maksimalno tudi širiti na druge kraje naše občine, tako da imajo vsi lahko koristijo ta magnet, ki ga predstavlja Štanjel. Štanjel je postal turistični magnet, ki bo dvignil celoten Kras, predvsem pa se želimo seveda za našo občino dvignil vse te vasi in omogočil bistveno boljše trženje nočitvenih kapacitet in tudi gostinskih storitev. No, samo še za trenutek, katera vsebina pa je, bomo rekli, tista najbolj privlačna, ali gre za grad kot celoto? Vemo, da ste dobili konferenčne prostore, pa inkubator za zagonska podjetja, poročno sobano.
Ja, kaže se nekako ta muzej slovenskega jezika, da to in knjige, da je ta nek neverjeten magnet, ogromno je tudi šolskih skupin, celo z Murske Sobote so že prišli, so imeli celodnevni izlet v Štanjelju, tako da to je neverjetno, kakšen je pozitivni odziv in tudi na to se potem vežejo drugi dogodki, ki so vezani z tematiko narečij jezikov. Lahko tudi omenjam tudi pomemben obisk februarja meseca, nas je obiskal zunanji minister Švicarske konfederacije. Tudi tam je bil zelo kakovosten glasbeni, kulturni dogodek, tako da smo na zemljevidu, tudi na mednarodnem zemljevidu in se obetamo tudi nadaljne take obiske, ki pa potem seveda pomenijo tudi več konferenčnega turizma, več nočitev in več konsumacije na našem območju. No, nekaj sprememb pa se obeta pri gostinski ponudbi na gradu Štanjel, več na to temo po skladbi. Komenski župan Erik Modica ostaja naš gost v oddaji. Dober dan, župan. Pred kratkim smo na Radio Robin tudi poročali o novi gostinski zgodbi na gradu Štanjel. Tako je izhajalo iz razpisa, ki ga je objavila območna razvojna agencija Krasa in Brkinov. Verjetno je še prezgodaj govoriti o odzivu. Mislim, da se razpis izteka prav v teh dneh. Vendar pa je želja, če sem prav razumela, da bi bila gostinska ponudba na gradu nekako dostopnejša. Ja, torej razpis se zaključuje danes, tako da danes je zadnji dan, da se lahko pač prijavljajo potencialni najemniki. Dejansko je pa namen tega razpisa je v tem, da se je zdaj steklo 10-letno, oziroma se steče 10-letno najemno obdobje in ker pač je tudi ORA, tako kot občina, podvržena pač tem zakonom, ki urejajo oddajo najem strani javnih subjektov, pač mora ponovno speljati ta postopek. Občina je tem prenesla celoten grad v upravljanje območne razvojne agencije Krasa in Brkinov in zaradi tega pač ORA v imenu občine tudi pelje ta postopek, ker bojo oni potem sklenili pogodbo z novim najemnikom. Dejansko je pa cilj tudi, da se nekoliko podaljša urnik oziroma čas obratovanja. Vemo, da smo imeli po zimi pač en mesec, da je bilo zaprto v januarju mesto, zdaj želja je, da bi bilo vsaj ob koncu tedna, da bi bil odprt lokal, da ima vsaj neko minimalno ponudbo in tudi v tem času pred sezone in po sezone, da je več časa odprt, več dni v tednu, ne samo 4, ampak 5 dni, oziroma v glavni sezoni pa prav vsak dan. Ja, se pravi, čujem. Ja, nov razpis je prinesel tudi novo cenitev, kar je vplivalo tudi na najemnino. Ja, sigurno, v teh 10 letih se je marsikaj zgodilo, Štanjel se je razvil, tudi vrednost seveda nepremičnin se je močno povečala zaradi teh vlaganj strani občine, oziroma s pomočjo evropskih pa nacionalnih sredstev. Nekoliko več, pa tudi najemnina seveda, je pa po drugi strani je pa tudi v teh 10 letih se je močno povečalo povpraševanje po storitvah, gostinskih storitvah v Štanjelu, tako da mislim, da je še vedno lokacija, tudi kljub višji najemnini, še vedno zelo atraktivna in lahko pravi politiki, gostinski politiki lahko nese tudi zlata jajca. Je želja prav najti nekoga drugega? Je še vedno v igri obstoječi ponudnik? Ne, sploh ne. Tukaj je zadeva odprta, to pomeni, ni bilo mišljeno najti nekoga drugega, pač mišljeno je bilo samo, da se omogoči vsem, ki so zainteresirani, da oddajo svojo ponudbo in da potem lahko ORA zbere na podlagi objavljenih meril tudi najboljšega gostinca oziroma najboljšega ponudnika gostinskih storitev. No, gostinska ponudba je sicer trn v peti Komenske občine. Večkrat smo že poročali o tem, da si prebivalci želijo nekoliko večje ponudbe, kar sicer ni ravno domena občine, da to zagotavlja, pa vendar zdaj vsi poznamo težave na tem področju, primanjkljaj kadra je velik po celotni državi, tudi na področju gostinstva. Se pa nekaj novega, če se ne motim, obeta v središču Komna, torej bo ponovno oživela gostinska ponudba tudi v Komnu? Ja, vsekako smo veseli, da je saj zaživela Kraška hiša konec prejšnjega leta, tako da ima Komen saj v določenih dnevih, po določenih urah gostinsko ponudbo. Zdaj, kot sem slišal, naj bi se tudi na trgu, na placu kmalu odprla tudi neka dodatna ponudba, tako da upam, da bo saj Komen pa Štanjel, da boste imeli ustrezno ponudbo. Tudi v Štanjelu kaže smer pozitivna, zato ker imamo tudi novega kupca, bivše gostilne Zoro in tudi smo že prvi zelo take pozitivne pogovore z novim kupcem in je tudi pripravljen tam pač ponovno vlagati v nek gostinski lokal, tako da upamo, da saj ta glavna dva kraja v Komski občini boste imela popolno gostinsko ponudbo. Seveda se pa želimo tudi to razširiti tudi na druge
vasi oziroma druga naselja. No, po skladbi pa se bomo preselili še nekoliko bolj v središče Komna, kjer bomo preverili tudi, kako kaže dolgo pričakovani selitvi bencinske črpalke iz središča. Ostanite blizu. Umik bencinske črpalke iz središča Komna je že vrsto let želja domačinov. Na občini ste pri tem, župan Erik Modic, naleteli na številne ovire. Kje ste pravzaprav zdaj? So ti načrti še živi? Ja, tukaj, to je res rak rana, ne, naše občine, oziroma prav Komna, in žal nismo prišli naprej. Dejansko imamo alternativno lokacijo pripravljeno na krožišču Alo Komen, tudi komunalno opremljeno, tam je občina lastnica tega zemljišča. Problem pa je, da nekoč, ko je bil še OMV, je bilo to vse z njimi usklajeno, smo tudi te načrte uskladili, so pripravili teren, potem je MOL kupil OMV, MOL je jasno povedal, da nima nikakršnega finančnega interesa še kaj vlagati v Komnu, zato ker pač oni izhajajo z tega, da mora biti vsaj 10 000 vozil na dnevni ravni, ne. Mi imamo po Komnu vsega skupaj 4 000 vozil, ne. Tako pomeni, da za njih je to nezanimivo. Podobno velja za Petrol, tudi tam nikakršnega zanimanja, in potem imamo še Shell kot tretji koncern, ki to ponuja, te storitve v naši državi, in tudi tam nobenega odziva. Tako da zdaj edina možnost je, če bi kakšna lokalna iniciativa prišla, da bi se kakšen manjši zasebnik bil pripravljen v to vložiti. Kot rečeno, občina je to komunalno vse opremljena, je lastnica tega zemljišča, samo čakamo na nekoga, ki bi bil pripravljen tukaj vložiti in urediti bencinski servis. Več od tega žal ne gre. Je pa že bilo kar nekaj načrtov, tudi kaj vse bi lahko nastalo na tisti lokaciji, če bi se kaj preobrnilo, kaj ne? Ja, torej, zdaj vsi ti načrti, ki jih izdelujemo za ureditev trga, pač so omejeni s tem, da imamo ta bencinski servis trenutno še. To pomeni, da lahko rešimo zadeve samo nekje do 80%, ne moramo pa celovito rešiti, tako da to je ta problem, zato se želimo čim prej spraviti ven ta bencinski servis iz središča Komna. No, tam sicer načrtujete kar nekaj novosti v sodelovanju z različnimi partnerji. Kako daleč so načrti za prenovo obstoječe trgovine Tuš, v okviru katere je predvidena tudi ureditev oziroma gradnja stanovanj in garažne hiše, pa še nekaj novosti? Ja, torej, veseli smo, da smo vsaj uspeli z lastnikom stavbe Tuš uskladiti neko menjavo zemljišč. Ta zadeva se je zdaj izpeljala, tako da zdaj smo v fazi lokacijske preveritve za novo lekarno, novo zdravstveno postajo, ki bi nastala tam za Tušem zadaj, in nad tema dvema poslovnima objektoma bi imeli potem tudi stanovanja, več najemniških stanovanj. Tako da cilj je, da bi tam omogočili tudi mlajšim družinam pridobitev neprofitnih stanovanj, srednjeročno, tako da cilj je, da izkoristimo pač ta sredstva, ki nam država tudi zagotovila za nov zdravstveni center, da to pokoristimo do leta 2028, kar pomeni, da moramo zdaj, čim dobimo lokacijsko preveritev, takoj v izdelavo gradbene dokumentacije, v pridobitev gradbenega dovoljenja, in potem bi se tam uredilo pač ta celoviti poslovno-stanovanjski objekt, plus seveda še parkirne površine v 2 etažah. Istočasno pa upamo, da bo tudi pri Tušu prišlo do nekega razčiščenja lastninskega in da bi potem se lahko nam pridružil pri tem projektu in da bi potem res tudi Tuš se povečal. Predvideni so načrti za podvojitev teh poslovnih površin, trgovskih površin. Tako da upamo, da se bo to nekako šlo, da bi potem lahko istočasno rezali trakec tako za novo zdravstveno postajo, lekarno in ta najemniška stanovanja, kot pa tudi za nov Tuš. No, super, na novi lokaciji. Torej, če vas prav razumem, boste skupaj šli ali bo potrebno čakati? Torej, dejansko bomo šli mi naprej, ker ne moramo več čakati in bomo pač vlak bo odpeljal, ampak bo se spet vrnil nazaj na to lokacijo, kar pomeni, da lahko Tuš kadarkoli vstopi na ta vlak in se nam pridruži. Ne moramo pa več čakati, zato ker smo čakali toliko let in nekako ne moramo. Komen potrebuje novo središče in tudi zaradi tega, ker z novo zdravstveno postajo bi lahko tudi pol namenili sedanje prostore, ambulante splošnemu zdravniku. Vemo, da je tako pomanjkanje kadrov in cilj je, da bi pač neko dodatno ponudbo bili bolj privlačni in lahko na ta način zagotovili tudi srednje pa dolgoročno tudi ustrezno zdravstveno osebje v naši občini. Koliko bo morala občina priložiti pri tem projektu?
Ja, vse skupaj je velik zalogaj. Sigurno tukaj govorimo o 2,5 milijona vlaganja, tako da je pa res, da kar se tiče lekarne, so sredstva zagotovljena, to pokrijejo kraške lekarne, kar zadeva zdravstvene ambulante. Imamo zagotovljenih približno 300 000 € strani države, kar pomeni, da tam bi mogla občina verjetno le neke manjše zneske priložiti. Večji zalogaj je pa samo garaža, oziroma ta dvoetažno parkirišče in seveda sam stanovanjski blok. Tukaj bomo pa morali se prijaviti na razpise stanovanjskega sklada, ki omogoča tudi do 50% sofinanciranje, ali pa tudi iskati kakšno kombinacijo v kakšnem javno-zasebnem partnerstvu. No, čez cesto vas čaka še en večji zalogaj, obnova dotrajanega kulturnega doma, na to temo pa več po tele skladbi. Župan občine Komen Erik Modic, dotrajani zadružni dom Komen čaka boljše čase, ali pa kulturni dom, če mu kar rečeva takole. Na občini ste ideje za prenovo iskali skupaj z deležniki, v igri je bila tudi rušitev, na to pa ste se odločili nekako za rekonstrukcijo objekta z dozidavo na južni strani stavbe. Seveda pa bo treba za ta velik finančni zalogaj zagotoviti tudi sredstva, dodatna sredstva. Kako daleč ste sedaj? Ja, lahko povem veselo novico, da se piše gradbeno dovoljenje, kar pomeni, da bomo pridobili jutri ali pojutrišnjem ta dokument. Dolga kalvarija, vložili smo vlogo avgusta 2024, zdaj smo pa maj 2026, tako da dočaka očitno. Ne? Tako da zdaj smo vsaj na tej točki, da bomo imeli gradbeno dovoljenje. Zdaj druga naloga bo pa seveda zagotoviti finančna sredstva. Vložek je precejšen, računamo, da je to vložek 3 milijonov € verjetno, realno. In tukaj pač bo treba videti, nekaj se bo dalo preko ekosklada zagotoviti, nekaj upamo tudi kakšne pametne razpise strani države, ki bo omogočile neko sofinanciranje. Morda pa tudi varianta, da se ustanovi kakšen proračunski sklad in da se potem tudi zbira kakšna sponzorska sredstva dodatno, ne, morda tudi strani domačih podjetij, posameznikov in na ta način združimo ta, ko bi rekel, finančna sredstva za ta res zelo velik zalogaj, je pa to res ključnega pomena za razvoj Komna, da obnovimo ta kulturni dom. Boste šli morda fazno? Težko je fazno, zato ker je stavba v zelo slabem stanju in fazno bi pomenilo, da bi mogli jo sprazniti v celoti in potem bi ta faznost podaljšala celotno obnovo in v tem času niti ne bi mogla delovati knjižnica, dvorana bi bila zaprta, tudi ostali prostori, ki so za pihalne orkestre, pač, ki imajo vaje in tudi za mladino, bi bili ogroženi, tako da če bomo šli tako, da bomo morali to res speljati v najkrajšem roku in v eni fazi, ne, tako da se zapre objekt in potem, da se skuša speljati to v 12 mestih, pa morda še kje manj, no. Se pravi, gradbeno dovoljenje je sedaj pogoj, da lahko kandidirate na različnih razpisih, je že kaj na vidiku? Ja, to je osnova, brez gradbenega dovoljenja nimaš kaj, ko bi rekel, kaj potegovati za sredstva, tako da zdaj čakamo, da bojo kakšni pametni razpisi, ne, tukaj treba počaka tudi na sestavljene nove vlade, tudi videti, kdo bo odgovorni minister za regionalni razvoj in za kohezijo, tako da počakamo še malo, ampak mislim, da junija meseca bomo videli kaj več in potem bo tudi lažje načrtovati za naprej. Tu bi dobili dom tudi nekateri novi uporabniki po prenovi, seveda govoriva sedaj. Ja, dejansko je mišljeno, da pač kletni prostori bi bili še vedno za potrebe pihalnega orkestra Komen, bistveno lepši vadbeni prostori, poleg tega bi bili tudi prostori za komensko mladino, še vedno v kletnih prostorih, v pritličju približno istih gabaritih sama dvorana, poleg tega tudi neka manjša dvorana, kjer bi bilo to namenjeno društvom in drugim uporabnikom, neka manjša kuhinja za potrebe cateringa, zato ker bomo imeli tam tudi ob izhodu iz dvorane tudi neko pergolo, kjer se bo lahko tudi zunaj streglo, tako da bo ta dvorana res večnamenska, bo služila lahko ne samo za neke prireditve, dogodke, ampak tudi za kakšne rojstne dneve, za kakšne druge proslave, za kakšna poslovna srečanja. In potem v nadstropju in predvsem tudi v mansardi, tudi knjižnica, ki se bo povečala po kvadraturi in bo imela v mansardi tudi nek otroški oddelek. Tako da dejansko bo to res neka prikupna zadeva, srce kraja in seveda vse povezano z dvigalom in tako naprej, da bo to dostopno za invalide. Tako
Tako da zdaj v bistvu gremo na lov za finančna sredstva. Mogoče v povezavi s tem tudi samim preurejanjem središča kraja v načrtu imate nove kolesarske povezave. Pred 2 letoma je bil izveden projekt Geomob, s katerim ste se povezali s sežansko občino, sedaj se nadaljuje Geomob 2, ki bo Komen in okolico povezal z občino Miren Kostanjevica in občino Ajdovščina na drugi strani. Kako se bo ob tem urejalo tudi trge? Torej, najprej treba povedati, da ni neka, ko bi rekel, osnovna želja občine Komen, da samo vlagamo v kolesarske povezave, ampak glede na to, kje lahko pridobimo sredstva, za katere namene, je to edini namen, kjer lahko pridobimo 2,5 milijona evrov, ki nam prepada v okviru dogovora za razvoj regij. Za drugih področjih sploh ne bi mogli porabiti teh sredstev. In zato smo pač razmislili, kako čim bolj uporabiti sredstva za kolesarke, tudi zato, da imajo tudi občani več od tega. In v okviru tega se bosta uredila tudi oba trga v Komnu pa v Štanjelu. Poleg tega se bo uredila tudi cesta iz Štanjela v Podlase. Domačini poznajo tisto makadamsko cesto, ki je večinoma leta v zelo slabem stanju. Tako da bomo istočasno, ko bomo tam delali kolesarko, bomo tudi sicer z dodatnimi finančnimi sredstvi občine tudi zagotovili asfalt za motorna vozila. Poleg tega bomo razširili tudi povezavo med Komnom pa Svetim s kolesarskim pasom. Dejansko bo tudi to širše cestišče za vsa motorna vozila. Tako da skušamo čim več, narediti kolateralnih pridobitev iz naslova teh kolesarskih povezav, tako da to ni samo mišljeno za obiskovalce. Vemo, da tudi domačini radi kolesarjajo, ampak ključno je, da skušamo čim več drugih zadev še urediti s pomočjo teh kolesarskih sredstev, ki jih dobimo strani države. No, pa ostaniva pri športu še nekaj časa. Kako napreduje gradnja nove športne dvorane, kje slišimo čez nekaj trenutkov? Še nekaj trenutkov ostaja z nami komenski župan Erik Modic. Župan, v polnem teku so dela za izgradnjo balinarske dvorane v Kobjeglavi. Lani ste na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pridobili 250 000 evrov. Sledite uspehom vaših balinarjev? Kdaj bo naložba zaključena in kakšne novosti prinaša? Ja, no, naši balinarji so res izjemni. Balinarke zadnje 2 leti državne prvakinje, tudi prej so bili naši moški del prvaki in prav včeraj so pa naša mladina U18 zmagali, oziroma postali državni prvaki Slovenije. Kot čestitke tudi tukaj iz studia Radio Robin za ta velik dosežek, in to pomeni, da je tudi investicija res upravičena, ne? Da dobijo res boljše pogoje. Podmladek je dober. Tako podmladek, ko bi rekel, prihodnost je zagotovljena in da bojo imeli še več uspehov, tako da bojo standardno zmagovalci ali pa standardni državni prvaki in tudi na evropskem nivoju se tudi izredno dobro odrežejo. Tako da investicija poteka kar v redu, no. Neka manjša zamuda je sicer, ampak se bo končala do poletja, bo zaključena, saj septembra meseca je že napovedan prvi turnir, tako da nimamo časa za odlašanje in pričakujemo še, da bomo pridobili še 80 000 evrov sofinanciranja iz Fundacije za šport, tako da malo manjšamo vložek občine, sicer je pa celotna vrednost investicije 850 000 evrov, tako da če zdaj seštejemo državo plus Fundacijo za šport, pridemo nekje 330 000 evrov sofinanciranja, nekaj več kot 500 000 je pa bil res vložek občine Komen. No, pa prinaša ta dvorana boljše pogoje, ne nazadnje več stez za tekmovalce, kaj ne? Torej, eno je, da prinaša bistveno boljše pogoje ne samo za vadbo, tudi to, da lahko tekmujejo v domačem okolju. Zdaj so mogli gostovati vedno v drugih krajih, kar pomeni, da bodo tekmovanja lahko tudi v zimskem času v domačem okolju, to prinese več obiskovalcev. Nadejamo se tudi, da bo na račun tega lahko tudi zaživel gostinski obrat, oziroma ta bistro tam v Kobjeglavi, tako da je to grejeno z drugim, torej pomoč našim športnikom, istočasno pa tudi pomoč drugim občanom, ki živijo od gostinskih storitev in seveda na ta račun tudi upamo tudi več nočitev in da bo to v bistvu v prid vsem, ki živimo tukaj v našem območju. In bodo imeli tudi kje parkirati. To tudi, ja, tako, ja. No, zdaj, če ostajamo na športnih prizoriščih,
Nadaljuje se tudi urejanje športnega parka na Grofovski. Pred kratkim, ravno prejšnji teden, ste dobili tudi neka sredstva za staro dvorano, če lahko tako rečemo, torej za obnovo tav, parketa v tej dvorani. Ostajajo še vedno torej načrti, da bi zgradili novo z balonom pokrito dvorano v bližini? Ja, še vedno obstajati načrti, torej letos naj bi čez poletne počitnice kompletno sanirali parket v telovadnici pri šoli. Istočasno pa smo tudi zdaj uspeli pridobiti to zemljišče ob sedanjem akademskem parkirišču pri šoli Komen, ki bo omogočilo tudi pridobitev gradbenega dovoljenja za novo športno dvorano, sicer v balonski izvedbi. Torej, načrti so narejeni, pridobljena so bila že lepo število mnenj, tako da zdaj smo samo še čakali na to ureditev tega lastninskega razmerja, tako da zdaj smo postali lastniki tudi te parcele, ki jo potrebujemo za postavitev nove te športne dvorane, za ureditev parkirišč in potem tudi za podzemno povezavo med šolsko stavbo in med športno dvorano, tako da pač šolarji bojo pač imeli varno pot in ne bojo izpostavljeni prometnim nevarnostim, pri prečkanju ceste oziroma tudi nekim vremenskim tegobam. No, ste že, oziroma so že načrti, kako s financiranjem? Ja, tukaj je zadeva malce težja. Lani smo se želeli prijaviti na razpis ministra za šolstvo. 2 meseca smo z njimi usklajevali te načrte. Žal niso pokazali posluha. Glavni očitek je bil, da gremo v balonsko varianto. Mi smo jim pač skušali dokazati, da mi kot majhna občina, kot podeželska občina moramo biti realni. Vemo, da celovita klasična gradnja te športne dvorane bi stala približno 6 milijonov evrov, v balonski varianti pa samo 2 milijona evrov. In smo rekli, da pač je to tudi racionalno, da gledamo, da čim manj porabimo proračunskih sredstev in smo želeli zaradi tega prijaviti to balonsko varianto, ker tudi vsi drugi indikatorji kažejo, da zaradi tega ni nič slabša ta dvorana, je ravno tako funkcionalna, ravno tako uporabna in marsikatera občina šla na ta način najprej v balonsko varianto in potem po 15-20 letih so spremenili in so postavili pač klasično grajeno stavbo na isti lokaciji. Ravno zato, ker se pač veliko občin ne more privoščiti tak velik vložek. Žal nismo bili uspešni, niti minister ni odgovoril na našo pobudo vprašanja, da bi to zagotovili v okviru tega razpisa, tako da smo bili močno razočarani. Kaj pomeni, zdaj čakamo, kot rečeno, kaj bo prinesla nova vlada, kdo bo v tej vladi, kakšni bojo ministri in seveda bomo šli tudi spet na ulov za finančna sredstva za to novo športno dvorano. Veliko uspeha pri teh sredstvih, še preden zaključiva, pred zaključnim delom bomo spregovorili še nekoliko prav o cestah. Ostanite blizu. Vaščani v Gorjanskem že vrsto let opozarjajo na nevarno državno cesto, ki pelje skozi ta kraj, ozka cesta, brez pločnikov, brez javne razsvetljave, hodijo pa tudi šolarji po njej seveda. Komenski župan Erik Modic, kako kaže z načrti za ureditev te nevarne ceste, pobudo ste že večkrat pridali pristojnim? Ja, lahko rečem, da imamo vsaj en delni uspeh. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je izdelala projektno nalogo in bo zdaj oddala tudi nalog za projektiranje te državne ceste skozi Gorjansko, torej od začetka iz smeri Komen do konca proti mejnem prehodu Gorjansko. Tako da tam je predvideno pač tudi neke prometne umiritve, pločniki bojo predvideni, te zadeve, tako da se to celovito uredi. Jaz upam, da bojo to zadevo speljali tekom letošnjega leta, tako da bi nekje do konca leta lahko potem tudi že šli v neko predstavitev občanom in da se potem tudi uskladi za pripravo za prihodnje leto, da bi tudi država potem zagotovila finančna sredstva, ker ni to samo vezano na občino, mi zagotavljamo sredstva za pločnike, za javno razsvetljavo, medtem ko za samo cestišče je pa to strošek države, ne? Tako da mora biti vedno tudi zagotovljena finančna sredstva za potrebe te storitve strani države. Podoben problem imamo v Kobdilju, ker je že vse pripravljeno, smo šli tudi že odkupe. Tam je predvidena celovita ureditev tudi s pločniki, prometno umiritvijo in tako naprej. Samo v tej prejšnji, pa ti odhajajoči vladi se zadeva ni premaknila z mrtve točke, ne? Tako da projekt je bil narejen. Ni bilo pa zagotovljenih sredstev za izvedbo, ne? Tako da čakamo zdaj tudi, kot rečeno, spet se ponavljam, da bomo končno vedeli, kdo bo naš sogovornik v novi vladi in da bomo skušali pač
tam se izpogaja, da bi to čim prej šlo v izvedbo. Če skočiva še na kratko na poslovna prizorišča, če se tako izrazim, kako ste bili uspešni pri prodaji vseh parcel pri poslovni coni Komen? Ne, trenutno imamo odprt še zbiranje ponudb za 2 manjši parceli, tako da to je še tistih zadnjih 15% velikosti obrtne cone, ampak sem prepričan, da bomo tudi to uspeli oddati v prave roke. Pa še res čisto za konec, kako kaže s sprejemanjem občinskega prostorskega načrta? Vemo, da tu bi vsi želeli, da bi zadeve tekle hitreje. Ja, ti postopki so res grozno dolgotrajni. Komisija občinskega sveta je preverila vse te stališča da posameznih pobud za spremembo namembnosti, tako da zdaj se nekako pišejo ta stališča. Pozvati moramo še nekatere pobudnike, da dopolnijo svoje vloge, ker manjka še neka dokumentacija. Računamo, da bomo tekom poletja obvestili vse pobudnike o stališčih, to pomeni o pozitivnih, kot tudi o nekaterih, sicer manj številčnih, ampak kljub temu negativnih mnenjih, in da bi nekje v jeseni potem tudi objavili, razgrnili osnutek spremembe OPN Komen, tako da se bojo potem lahko vsi seznanili z dejanskim stanjem na tem področju in potem se gre naprej v pridobivanje mnenj, strani mnenjedajalcev in tako naprej, tako da bi drugo leto potem imeli tudi ta dopolnjen osnutek, ki je pa javna razprava in da pa čim prej pridemo do zaključka postopka. Uspešno delo pri tem in pri ostalih projektih in hvala, ker ste bili danes naš gost. Srečno. Ja, srečno sem. Hvala pa tudi vam, da ste bili z nami in povabilo, da se nam pridružite tudi prihodnji teden, ko bo naš gost tolminski župan Alen Čeru. Pa lep dan še naprej. Dober dan, župan.